Šola je dobra za naše možgane, malo manj pa za hrbtenico. Bolj kot smo sključeni, večja napetost nastaja v hrbtenici. Strokovnjaki so izračunali, da je breme, ki ga ob nagibu glave za 30 stopinj nosi vratni del hrbtenice, tolikšno, kot če bi nanjo pritiskalo 18 kg. Če hrbtenico nagnemo še bolj, naprimer pod 60-stopinskim kotom, pa mora ta del hrbtenice prenesti težo 3 težkih šolskih torb. V takšni dolgotrajni nenaravni drži je hrbtenica velik del dneva, med poukom, med branjem, pri delu z računalnikom. Luka o svoji hrbtenici veliko razmišlja. Ponovadi smo tam kakšne 2 do 3 ure. Na internetu je fajn, da se pa malo razmigamo in tako, da se nam hrbtenica malo razbremeni od slabe drže. Ker pri najstnikih kosti rastejo hitreje kot mišice, se lahko zgodi, da hrbtenica postane preveč napeta. Zato se mladi, ki so na hitro zrasli, bolje počutijo, ko sedijo, saj jih, kot pravijo strokovnjaki, stanje bolj utruja kot odrasle. Sedenje najstnikov na avtobusu torej ni nujno znamenje lenobe. A počivanje našemu hrbtu vseeno prej škodi kot koristi. Je dobro, da plavamo, se ukvarjamo z več različnimi športi, ampak ne profesionalno. Le tako mišice ob hrbtenici postanejo dovolj močne in posamezne dele hrbtenice, vretenca, čvrsto držijo na pravem mestu.